Spoštovani obiskovalci, dragi člani in članice Društva likovnikov Brežice. Čast mi je, da lahko predstavim današnjo razstavo našega društva. Razstavljena keramična dela so nastala na letošnji in na preteklih keramičnih delavnicah, ki smo jih poimenovali Keramika pri Nevenki. To je bila že 19. keramična delavnica, ki jo je vodila magistrica slikarstva Nevenka Ruškovič. In tudi zadnja. Nevenka se je poslovila in nam zapustila neprecenljivo zapuščino. Tako prvič postavljamo razstavo brez nje in njenega mentorskega spremnega komentarja. Ta razstava je pregled nastalih del, prav tako pa poklon naši članici, mentorici, ustvarjavki in naši prijateljici Nevenki. Potrta posluša vsa vas ihtečega ptička glas. Edinega ptička v vsej vasi je maček edini v vsej vasi obgrizel na pol in požrl. In ptiček je očke zaprl. Zdaj maček nič več ne prede in sploh se spodobno vede. Vsa vas se zvrstila je v rep, za ptičkom v prekrasen pogreb, kot tudi vsi, tudi maček gre v vrsto in stopa za majčkeno slamnato krsto, ki v njej mrtvi ptiček leži in ki na ročici držijo punčka, ki ves čas se joče. Oh, punčka, nikar, če bi prej to vedel, jo maček to lažiti hoče, bi celega ptička pojedel, a tebi potem bi napletel, da videl sem ptička, kako je odletel tja daleč na konec sveta, tja daleč, oj daleč tako, da nikdar nazaj ga ne bo. In ti ne bi strta bila, le žalostna, da se izgubil je glasek njegov. Nikoli ne stori ničesar na pol. Med nami pa pozdravljam tudi današnjo gostiteljico, direktorico Posavskega muzeja Brežice, Alenko Černelič Krošelj, ki ob tej priložnosti prosim za nekaj besed. Najlepša hvala. Zelo sem vesela, da smo spet v oktobru tukaj v tem našem kletnem prostoru, v tej okroglem delu Vinske kleti. Zelo pa sem tudi žalostna, ker je ta prilika takšna, da nekako se poslavljamo od naše drage Nevenke Ruškovič, ki je bila zelo zanimiva oseba, izjemna umetnica, pogumna umetnica, kot slišimo, vedno odlična mentorica, prijateljica in, bi rekla, likovna sodelavka. Tako da danes smo recimo imeli cel dan, smo gostili umetnostne zgodovinarje, konzervatorje, restauratorje iz cele Evrope, namreč danes je 350 let, odkar je bil krščen Frančišek Harald Remb, to je ta slikar, ki je poslikal Vituško dvorano in je tam tudi nareden tak avtoportret. No in jaz smo jim med kosilom, ki so ga imeli v kleti, smo jim predstavili tudi vaše delo, pa zdaj sem še enkrat jim povedala, no, da oni so šli na vodovodni stolp, da grem pa jaz k vam spodaj in da bomo tudi nekako se spomnili na to izjemno umetnico Nevenko Ruškovič, ki je, če se spomnite, skupaj s sošolci imela eno odlično razstavo v naši galeriji. To je bilo zame eno od lepših muzejskih doživetij, en izmed tistih, ki je tudi tako zelo navdihujoče, tako kot seveda ste tudi vi navdihujoči, ker ta svoj prosti čas, svoj ustvarjalni čas usmerjate v umetnost v časih, kjer v bistvu je to mogoče tako neka taka dejavnost, ki ni vsem povšeči, ker je treba hitro živeti, pa digitalno, pa odtojeno, pa drugače. Se mi zdi, da ravno umetnost in dediščina nam dajete eno tako upanje, da smo kot ljudje še vedno ustvarjalni, da smo še vedno bitja kulture, sodelovanja, druženja, razumevanja in da verjamem nekako na ta način vsak mali korak šteje, da v bistvu tudi lahko se ustvarjamo eno boljšo družbo. In hvaležni smo, da je Nevenka soustvarjala s vsemi vami in nami
Verjamem, da jo boste zelo pogrešali in res upam, da se je zavedala, pa verjamem, da se je, kako pomembne sledi je pustila v Brežicah in v Posavju in da zagotovo se bomo še velikokrat spomnili, ne? In da tudi ta njen vpliv bo še dolgo viden v vašem delu. Tako, jaz vam čestitam za novo razstavo. Vesela bom, ker bomo jutri gostili pa 55 let Skupnosti muzejev Slovenije. To je v bistvu združenje, ki povezuje vse slovenske muzeje in bomo potem tudi obiskali vašo razstavo, se družili in vam bom še enkrat zelo hvaležna, da ste sooblikovali ta naš prostor in da ga boste še naprej. Ne? Tako. Jaz mislim, da je to eno tako sodelovanje, ki je že, bi lahko rekli, utečeno in verjamem, da bo še dolgo dobro potekalo. Kaj naj še rečem? V bistvu sem zelo vesela, da ste danes tukaj, da ste prišli, da podpirate drug drugega in da boste ustvarjali še dolgo, tako kot piše v vašem podpisu, ne, ustvarjali leta 1964 je tako, da bo tako še dolgo naprej in da boste vedno našli tisto moč, ki vam bo dala dovolj poguma, zato da svoje delo predstavljate, da pustite svoje delo, da živi potem v drugem prostoru, da ga drugi ocenjujejo in da vam to prinese vedno nekaj novega, neke novo znanje, neke nove veščine, neko veselje, pa tudi, če kdo kaj pokritizira, da vsaka stvar je pomembna in res hvala za ta vaš pogum, hvala za vašo odločnost, hvala za vaše delo in jaz upam, da bo tako še dolgo in dolgo naprej. Hvala lepa. Hvala direktorici. Nevenka Ruškovič, magistrica slikarstva, je postala članica Društva likovnikov Brežice leta 1982 kot ljubiteljska slikarka. Likovno se je izobraževala pri različnih mentorjih. Ko so njene slike postale prepoznavne, se je javnosti predstavila z 9 samostojnimi razstavami. V Ljubljani se je izobraževala na Akademiji za likovno umetnost, kjer je leta 2019 tudi magistrirala. Po zaključenem šolanju se je leta 2019 s svojimi slikarskimi deli skupaj s sošolci predstavila javnosti z razstavo v gradu Brežice pod naslovom Nevenka in sošolci. Leta 1995 se je poleg slikarstva začela ukvarjati tudi s keramiko. Češ, slikarskih tečajev je zmanjkalo, nič več ni bilo novega, pa sem našla vabilo na tečaj keramike. Le-ta me je popolnoma prevzela. Obiskovala je več tečajev in vzporedno začela sama ustvarjati v svojem ateljeju. Leta 2006 je bila izvoljena za predsednico Društva likovnikov Brežice. Društvo je vodila 4 leta in v tem času dala pobudo za ustanovitev keramične sekcije društva. Ustanovila je tudi interni časopis društva Blik. Že leta 2007 je začela samostojno izvajati in voditi keramične tečaje oziroma delavnice. Njen atelje je bil poln različnih orodij za ustvarjanje s polno gajbo idej, kakor je rada napovedala pred vsako delavnico. Njeno področje je bila izdelava in žganje keramike v rahu tehniki, ob tem pa je bila strokovnjak in odličen mentor za celoten proces izdelave keramičnega izdelka. Pri tem svojega načina oblikovanja in likovnega pogleda ni vseljevala nikomur, rekoč: "Saj boš ti to gledala, naredi tako, kot je tebi všeč," je odgovarjala tečajnikom, ki so jo spraševali po umetniškem nasvetu. Poleg poznavanja postopkov izdelave in žganja je njeno znanje obsegalo tudi področje poznavanja kemičnih in fizičnih sprememb, ki nastajajo v postopku žganja keramike. Vezano na glaziranje keramike je izdelala popolnoma svoje glazure, ki so jih tečajniki uporabljali na njenih delavnicah pri glaziranju izdelkov.
Njene delavnice so bile zmeraj dobro obiskane, saj je ustvarjanje potekalo v sproščenem vzdušju, začinjeno s prijetnim humorjem ter s prijetnimi in večkrat zabavnimi opisi njenega študija na likovni akademiji. Kot magistrica slikarstva je bila Nevenka mentorica tudi na slikarskih kolonijah in na slikarskih tečajih domačega društva, kot tudi izven. Svojim strokovnim vodenjem in samostojnim pristopom za dani temi je pomagala ljubiteljskim likovnikom pri ustvarjanju. Njeno delo kot mentorice je vključevalo med ostalim svetovanje in strokovno oceno nastalih del, svojim znanjem pa je nesebično pomagala in svetovala tudi pri nadaljevanju likovnega razvoja posameznikov. Odlično je znala ločiti svetovanje od zavednega ali nezavednega vsiljevanja svojega načina ustvarjanja. Tako je zagotavljala, da se je vsak likovnik lahko upravičeno in brez pomislekov podpisal kot avtor pod svoj izdelek. Pred otvoritvijo razstave tukaj, v gradu, sem vedno spremljala Nevenko pri postavitvi razstave. Očarala me je njena mirnost, nevsiljivost in kako je znala najti lep detalj na posameznih delih. Nikoli ni kritizirala, se postavljala, pač pa je vedno našla tisti košček lepote, ki ga je ustvarila roka ustvarjalca ali pa je nastal v stiku glazure z nepredvidljivim ognjem v postopku žganja. Kljub dolgoletni praksi je bila znova in znova očarana nad izdelkom, ki je vse do zadnjega trenutka postopka redukcije skrival svojo barvo in sijaj. Naj današnje besede zaključim takole. 19 let tradicije z Nevenko se ne prekinja. Delavnica in razstava bosta dobili novo ime, tradicija, vezana na Nevenkino delo, pa bo ostala. Grob kopljejo, da zadnji mrlič bo vanga djan. Obraz bledga mladenča prikaže se na dan. Kopači ostrmijo, da z ust njih sape ni, manj ustrašeni pogrebci vanj upirajo oči. Da je lepo, bi sodil, visoko čelo, vsak, ak bil bi nekakovi, zapustil ga oblak. Bile lepe bi usta, lep bil obraz bi bled, ak bil bi nekakovi preč nejevolje sled. Dalj čas ni trupla gledat, dih prvi ga zdrobi. Srce samo zavzetim ostane pred očmi. Še bije, še čutiti je ravno tak gorko, kot da bilo bi v prsih še zdravo in živo. Vsi prašajo, kdo zadnji v to jamo djan je bil? Gotovo bil svetnik je, ker ni ves v grobu zgnil. Stal tam je kamen, kter ga nihče pred čislav ni. Hitem v mahu trebit, napis tak govori, da Dobroslav je, pevec, bil tjekaj pokopan, ki pev v tak milih glasih je od ljubezni ran, pev v tak slovečih pesmih čast lepe deklice, prevzetne gospodične, nemile ljubice. Ali, ko si je zvolila mladenča druzega, iz prs nobena njemu ni pesem več prišla. Pri Bogu ni tolažbe iskal, ne pri ljudeh. Oči kolil mu jokni, razjasnil lic nesmeh. Vnemar naprej je živel, manj svet, ko razozdan, umrl je nespovedan in ne v svet olje djan. Vsi pravijo, da njemu svetost ne brani gnit. Vsi pravijo, njegovo srce ne more biti.
To pevčevo srce je, star mož tam govori. Ak bi bilo svetnika, bi mir mu dala kri. Svetost ne, pesmi večnemu branijo trohnet, ki jih zaprte v prsih je nosil dokaj let. Mi mu srce odprimo, pod nebom naj leži, da dan današnji prejde, da prva noč mini. Da vstane drugo sonce, pripelje beli dan. Spet zajtro ga poglejmo, ko mine zorhla dan. Hladijo naj ga sapce, naj rosa pade nanj, naj sonce, luna, zvezde, kar so mu pevskih sanj pred vdihnile v življenju, prejmejo spet z njega. Ak bo ta čas plehnilo, spet zagrebimo ga. Razplatili srce so, ležalo noč in dan je tam pod jasnim nebom. Ko mine zorhla dan, ko vstane drugo sonce, srce tako skopni, ko beli sneg spomladi, da kaj zagrebsti ni. Danes razstavljamo zadeli vraku tehniki z nevenkinimi glazurami, žganimi v nevenkini peči, nastalimi letos, lani, predlani, pred 8, 10 leti ali še prej. Tako razstavljamo Mija Baškovč, Branka Benje, Kristina Bevc, Branka Ereš, Vesna Flis, Helena Frešer, Zvonka Horžen, Sonja Kostanjšek, Marija Kukovica, Jožica Petrišič, Olga Piltaver, Tatjana Potokar, Mihaela Prevejšek, Tatjana Pintar Radanovič, Olga Rožman, Oliver Ruškovič, Slavica Vegel, Alenka Venišnik, Suzana Zopančič in Zlatka Vočinič. S tem je razstava odprta, vljudno vabljeni na ogled.